V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so pretekli četrtek odprli razstavo ob 190-letnici rojstva Lovra Stepišnika. Lovro Stepišnik je bil prvi slovenski potujoči knjižničar in narodni voditelj. Bi mogel prešteti vse knjige, ki si jih posodil ljudem? Bi mogel prešteti vse tvoje obiske, korake, kraje, ki si jih obiskal? Josip, veš, da tega ne vem. Vem pa, da je malo krajev na sončni strani Pohorja, kjer ni stopila moja noga. Veš? In veš kaj? Temu bo pa nazdravila. Dragi Lovro, na zdravje slovenski govorjeni in pisani besedi. Na zdravje. Potujoča razstava je nastala v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje, Valvazorjevo knjižnico Krško in Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije. Na odprtju je zbrane nagovoril tudi podžupan občine Slovenska Bistrica Žarko Furman. Jaz bi to priložnost seveda na začetku izkoristil, se zahvalil za povabilo ob otvoritvi današnje razstave ob 190. obletnici Lovra Stepišnika, narodnega voditelja, ko smo slišali tudi seveda prvega knjižničarja potujočega, ki je nekako dediščina zanesla tisti kraj, kjer naše ufrce prihajajo, takrat se še reklo Benčesel, ker nekako smo se zdaj nazaj popeljali v tisti čas, kot smo uvodoma lahko videli se strani nastopajočih, kako je takratni čas nekako vplival, lahko rečemo, na tudi slovenstvo. Ko sta takrat leta 1863, ravno s pomočjo gospoda Vošnjaka, je gospod Lovro takrat naredil to prvo bralno društvo pod Pohorjem in potem seveda potujočo knjižnico, ter na ta način dal svoj pečat tistemu času v 19. stoletju, ker je prišlo do vrhunca narodnega prebujanja pri nas, ko smo se Slovenke in Slovenci takrat zavedali neke svoje identitete in tudi po priznanju te identitete. In lahko rečemo, da je Lovro na tem področju prispeval zelo pomemben počat, kar je na koncu seveda tudi uspelo in bila naša identiteta priznana, tudi danes seveda mednarodno priznana. Tako da zahvala knjižnici, da to 190. obletnice rojstva lahko obeležujemo. Hvala za ta kulturni dogodek, zdaj kulture nikoli ni preveč, je nekako hrana za dušo in seveda tudi s pomočjo knjižnice imamo v naši občini te kulture res v izobilju, tako da hvala seveda tudi vsem nastopajočim. Zdaj oziroma, da smo v knjižnici, nekaj časa že tukaj nisem bil, nekako je to hram pisane besede, kjer nekako te besede ustvarjajo neke mostove med svetovi, idejami, ki nas peljejo tudi v neko pustolovščino, neka oaza, bi lahko rekli, kreativnosti, ki jo danes bolj kot kadarkoli potrebujemo. Vse zadnje, danes imamo lahko na dlani vse različne informacije, dobesedno na dlani, dosti tudi dezinformacij in če isto poslanstvo, ki ga knjižnica pelje, si vzameš, si lahko preudaren, lahko ločiš zrno od plevela, zato jaz mislim, da bo tudi v prihodnosti, ne glede na digitalizacijo, tista zapisana beseda vedno imela mesto in mora imeti tisto mesto pri nas, tako da lahko rečem, da ekipa knjižnice to vzorno pelje, za kar seveda čestitam in vam seveda pri vašem nadaljnem delu želim vse dobro, predvsem nekega medsebojnega razumevanja, čim manj birokracije, čim manj obadanja z financami, tistim negativnim delom direktorca. In seveda želim, da bodo vsa tista področja, projekti, ki se boste lotili v prihodnje, plodni in da bodo obrodili sadove, ki bodo ne samo ponos vam, ampak tudi nam kot lokalni skupnosti. Odprtje razstave so popestrili s kulturnim programom.